Živijo v vlogu številka 72. Danes se pa nahajamo v najvišjem ležeči občini, oziroma ni najvišja, je pa najbolj gozdnata, pa najbolj mrzla. Tam gor so konji, to je pa Loški Patak. Loški Patak, vidite, tam gor je cesta, greš lahko v Drago na Hrvaško. Tukaj je ful enih kmetov, tekmovanje v pobiranju krompirja in sajenju krompirja vsako leto. Imamo živali, tle konje, tukaj so znani malni, včasih so bili tle mlinari, so žito mlil. Tle je tudi voda, so se včasih punce kopale, ko so bile mehne, zdaj ne več, ker je premrzla voda za današnje ljudi. Ja, lejte, tle gor greš pa pol naprej v mejo in tle ne boste verjeli, pred časom so bili hudi navali migrantov in te migranti so pol tle vso svinarijo zmetali v tle od te okoliške ute. So tudi ene stvari ukradli, v glavnem sama zdraha in pa zmeda s temi ljudmi se je tle dogaja in so bili tudi ljudje zelo naveličani, da se je to dogajalo, ampak na sreča zdaj se je to malo zmanjšalo. So pa pol prišli od tle skozi mejo in pol nadaljevali v Sodražico. Tam dol so malni tudi, so eni ljudje. Gante, kaj je bilo tle? Včasih je bil tukaj disko. Danes je pa to zapuščena stavba. Vidite, danes so bile tudi volitve in ta občina je ful znana, sicer so posamezniki, ki so res zagriženi komunisti, privrženi komunisti. Evo, tukaj imajo še to zvezdo, komunistično zvezdo. Več pa ful zanimivo, bi šel not pogledat, lahko malo pogledamo not. Vidite, zdaj ne vem kakšno je not, še tle pogledamo. Čisto zapuščeno. Vidite, evo, tu je bil včasih disko. Lejte, kakšno je vse v pajčoni. Joj, zanimivo. Tle imate pa dol jezero. Vidite, izvir Zelenci. Tle gremo zdaj naprej. Tle eno lepo vodko, izvir, evo. Vidite, tle not. Pogledajte, ta čista voda. Tako vidite. Gledajte to vodo. Tak je lepo. Neverjetno. Gledam. Evo, zdaj smo pa prišli tlele ven iz te ture. Na odprto, vidite, tle je pa voda. Pa lep razgled. Tle so se pa punce učile plavati. Res ful lep plac. A greš poizkusiti, koliko je voda? Sam probaj, koliko je mrzla. Bom jaz šel, ja? Tlele bom šel. Ne, tle ne morem iti. Tle bom lahko padel not. Sam da probamo. Kakšna je voda. Ujebem ti. Tu pa jo svežilne. Se mi zdi, da ta je pa bolj mrzla kot vsaka Soča. Ja. Mrzla za popi... Evo, zdaj smo prišla pa do mesta, kjer je bil včasih prvi mlin. Po slovensko mlin. Prvi mlin, ja. Tle je pa res toliko ful čudovito. Ta trava lepo raste vmes, te alge, voda, izvirsko bistra, mrzla, čista. Tle bi se dejansko šel kopati, če bi bilo poletje. Ful izgleda top. Ja, je pa zdaj to vikend. Včasih je bil malen, zdaj je pa vikend. No, zdaj greva pa še do drugega. Ja, še do drugega. Tlele naprej. Evo, zdaj smo prišli pa do drugega mesta. Tle vidite, kaj je ta voda čista, k Zelenci ali pa jezero Jasno. Ni lepo zgled. Zdaj gremo pa še do drugega placa.
Tle pa mislim, da dejansko je še nek mali mlin. Ja, je, ampak je tudi gor predelan v vikendu. Ja, tamle, čisto ob hiši se vidi mlin. Sicer je že ful star. Glejte, gor so še ne prav estetske zavese v tej hiški. Voki. Ja. Je pa prav zajezdeno za vodo. Ja, mal jezer. Previs. Previs je to. Tlele, da pridete, da najamete to kočo, se lepo sproščate v naravi, Ja. obdani z medvedi Naturo. sicer. Tle so ful medvedi. Ja, medvedov je veliko. Sicer bolj proti večeru ali pa proti jutru. Tle pa nek nasad rožic, spominčic po moje. Ne vem, živo je ful lepš, kot na telefonu. Ja, mislim, da so telohi. Žafrani. Niso žafrani. Niso žafrani. Evo, zdaj še krosar prihaja. No. Še krosar prihaja. Evo, zdaj smo prišli pa na ta planota, razprta planota. Na tem mestu, tu, ko jezero, v bistvu, ko bolj dežuje, ko se voda nabere, se tlele ustavi in postane jezero. In tle so včasih z čolni hodili. So dejansko, ja, s čolni so se premikali po tej planoti, ker je bilo toliko veliko jezera. Zdaj, Dejansko toliko visoka midva voda. bi bila zdaj pod vodo. Ker te vrtače, te Ne uvale... presahnejo. Tu pol te vrtače, pol šele čez en mesec to voda ful počas začnejo požirati, zato ker neka bajka ali pa pripovedka na ta tem bila, da so smeti metali tle not v te luknje in da so jih zabasali. In zato pol ful počas so začele požirati. Včasih je tu ful hitrejše teklo. No, ampak v glavnem, kar hočeva vam povedati, tlele jesen, ko pride veliko dežja, neurje, deževje, dejansko ne morejo tile potočki, ta požiralnik, v bistvu zdaj greva najprej mi pa še do enega požiralnika in ta požiralnik ne more toliko vode Ja, požreti, ker je preveč vode. ker je preveč vode in je to vse pod vodo. In tudi tamle dol pride do prvih hiš. Do tam, kjer imamo mi sorodnike, dejansko jim klet poplav. Zdaj, kjer so imeli Ja. včasih štalo, poplav. Recimo, ne vem, še 1 meter od folca hiše gor. No, pa vam bova pokazala tudi eno kapelco, ki je bila skoraj vsa pod vodo, ne vem, par let nazaj. Ja. Tako da no, zdaj pa se oglasva Kar kmalu pri naslednji pri naslednjem požiralniku. požiralniku, pa pol pri kapelci. Evo, zdaj lahko vidite iz teh malnov, voda, ki izvira, teče po tej strugi. No, zdaj so prišli do požiralnika. Ja. Ta požiralnik je malo že zagojzden. V bistvu to je zelo globoka jama, ne vem, 100 metrov. Ja. In voda v bistvu zdaj iz Loškega potoka štarta v požiralnik in pride ven v občini Kočevje. To je ne vem koliko kilometrov, ampak lahko pogledate na zemljevid in se je kar malo kripi tle zraven stati. Tudi ni lih varno tam gor stati. Ampak ja, to smo vam hotela še pokazati. Ne, vidite se pol može, ja, še tukaj globoko. Ja. No, zdaj smo prišla še do zadnje točke in sicer ta kapelca. In je bila sicer voda, saj ne vem, včasih je bilo prav označeno, ampak prav vem, da je bila nekje do tlele. Se pravi, skoraj cela vrata, ali bilo celo še više, skoraj cela vrata so bila v bistvu pod vodo. Toliko vode pride zdaj tlele. Pa si pa predstavljajte v okolici, koliko to pride. Evo, zdaj so prišla pa na konec. Tukaj imajo pa svetovno prvenstvo, v bistvu ne svetovno, ampak vaško prvenstvo v kopanju in sajenju in trebljenju in vseh možnih disciplinah krompirja. Se pravi, sosedje med sabo tekmujejo, kdo ima več krompirja. Ja. Upam, da ste uživali v tem vlogu in lepo se imejte. Intervju.
se vidimo naslednjič. Čau, čau.